Pred več kot 30 leti sta zakonca v z gozdovi in travniki obdani vasici Hrib Loški Potok postavila hišo, ki je hitro dobila svojo končno podobo. V nasprotju s tem pa njun vrt, poln rastlin, skulptur in drugih privlačnih detajlov, še vedno piše svojo neskončno zgodbo. Vrt je dinamičen organizem, ki se v navezi z naravo in letnimi časi vse skozi spreminja. Ste pa lastniki vrtov tisti, ki poskrbite za največje spremembe. Povejte, Lidija, mi smo bili pri vas že leta 2016 in takrat obiskali vrt, pa se je do danes kar precej spremenil. Katere so te spremembe? Ja, naš vrt se je res v zadnjih letih kar orenk spremenil. Najprej smo zasadili gredico pod okrasnim ribnikom, potem smo pa nadaljevali po brežini navzdol z velikim skalnjakom. S tem je bilo kar nekaj dela. Peter je mogel navoziti ogromne večtonske skale, potem jih je to lepo umestil na brežino in potem smo začeli nasipati zemlje, je bilo treba ogromno komposta in potem se je pa lahko začelo zasajanje rastlin. Spremenil pa se je naš vrt tudi glede na, pravzaprav po desni strani brežine dol, kjer je pred nekaj leti začel in se zidal skedenj, kot mi rečemo. Ta je tudi spodnji del iz kamna, neklesanega, tudi nabran v gozdu. Zgornji del je lesen iz brun, pokrit pa je staro kritino, ki mu daje še prav posebno patino. Vrt se je pa spremenil tudi zaradi velikih dreves, ki so zrasla. Precej zrasla v teh letih, ja. Ja. Tako da včasih, ko sem to sadila, to so bile rastline majhne in mi je bilo vsake vejce škoda, ki mi jo je ali divjad pojedla, ali sneg polomil. Zdaj pa moramo včasih tudi žago in kaj posekati in razrečiti. Vrt zakoncev Knaus leži na nadmorski višini 840 metrov. Okrasni del je začel nastajati pred več kot 3 desetletji ob hiši tik nad cesto. Lastnica je sprva kupila 3 javorje in bila v zagati, kako jih razporediti po vrtu. Po nasvetu prijateljice, pokojne vrtnarke Rut Podgornik Reš, jih je posadila na mesta, kjer še danes krasijo vrt. V tistih letih je ob hiši nastal tudi manjši ribnik, ki je zdaj nekoliko prenovljen. Katere pa so osnovne smernice, ki jih upoštevate pri snovanju tega vrta? Ja, osnovne smernice že od samega začetka tako gledamo, da drevje sadimo ob robu zemljišča, da ostajajo velike zelene površine. To se potem tudi lažje kosi. Obrobne gredice pridejo lepše do izraza, tako da pol pa po vrtu, ker je velik, umeščamo razne kotičke za sproščanje. Tako da včasih me kdo vpraša, zakaj imam toliko klopc, če se imam sploh kdaj čas usesti. Pa jaz pravim, pa tudi to mora biti, da si privoščam, da pač opazuješ sadove svojega dela in narava, ki se vsakodnevno spreminja. Kje pa najraje posedite? Ja, najraje posedimo glede na letni čas, glede na vreme, drugače pa najraje zadržujemo tukaj pod borom. Tu je blizu kuhinje. Posebno energijo daje, tudi sem tudi že večkrat brala, tako da očitno, da nas nekaj vabi tam. Drevesa ustvarjajo naravni okvir v zelenem prostoru. Svojo veličino, senco in obliko vrtu podarjajo strukturo in globino. Katere rastline so po vašem mnenju ključne za to, da vrt ohrani lepo podobo skozi vso leto? Oba s Petrom imava rada zimzelene rastline, največ cedre. Teh je, zlatih, srebrnih, povešavih, stebrastih, mnogo. Pa brez okrasnih javorjev si tudi ne bi znala predstavljati vrta, teh imava tudi čudovito, ker so res raznolike oblike in barve. Potem imamo pa razne gladičije, so lepe zlate barve. Bukev je tudi kar nekaj, povešava rdeča, pa je trikolor, pa je stebrasta. Potem so tise, tudi vedno lepe, pa pušpani, dok jih bom še uspela ohraniti. Tako da mora biti vrt kar zasajen raznoliko, da je lep čez celo leto. Če želimo izboljšati razpoloženje v prostorih, nam celo nekateri psihologi priporočajo, da uporabimo cvetlične šopke. Vi pa šopke umeščate tudi na domač vrt. Povejte, kaj je njihova skrivnost? Ja, jaz rada spomladi, takoj ko se otopli, mož prinese ven mize. Vsaka miza ima svoj tudi vazico ali še kakšen drug okrasni element. In potem hodim po sosedu, tam po travnikih, cvetočih in najrajš tam si nabiram šopke. Potem pa, ko tam enkrat pokosijo, pol pa moram po svojemu vrtu nabiram
pač kar je trenutno na razpolago in si delam kombinacije, ki so meni všeč. Vas pa verjetno ljudje tudi sprašujejo, a imate vedno šopke na vrtu ali jih pripravljate samo takrat, ko nekdo pride na obisk? Ja, to redno dobim vprašanje, a to ste pa za nas pripravili? Ne, to pa je pri nas vsak teden, so frišni šopki. Krasno. S skrbnim delom in opazovanjem domačega vrta je Lidija skozi leta pridobila bogate izkušnje, ki jih z veseljem deli z drugimi. Jaz pravim tako, odvisno je, koliko ima kjer posameznik namena časa posvetiti vrtu, ker recimo zdaj so ob hišah majhne parcele, ampak se da tudi na majhen vrt umestiti elemente, ki so lepi. Pa naj bo to vodni motiv, mora biti seveda sadno-zelenjavni vrt, pa tudi okrasni kotiček za počivati. Jaz zmeraj rečem, posadite se nevelika drevesa, če je majhen vrt, pa ne rečem, da si posadijo pač rastline, ki so njim všeč, pa po skupinah in pol je tudi lažje vzdrževanje in lažja košnja. Prej ste omenili, da imate skedenj. Jaz si predstavljam, da imate v tem skednju tudi kakšno traktorsko kosilnico. Ja, nažalost ne. Moramo to kar lepo z vrtnimi navadnimi kosilnicami, tako da pač trava, mislim, vrt je velik, travne površine je ogromno, tako da kadar kosiva oba, je za vsakega po 3-4 ure dela košnje. Jaz sicer bi se rada omislila na kakšen traktor, ampak mož je pa šofer, pa prav, da je večno nariti in mu to odgovarja. Jaz bi pa tisti čas, ko kosim, rajš kaj drugega še koristnega naredila. Tako da s travo, jaz pravim, no, je kar nekaj dela, spomladi treba jo pognojiti orenk, prezračiti, pol pa kot vsaka tedenska košnja, ki je do konca oktobra. Trata je obrobljena s kamni in z opeko. Obroba je nekoliko nižja od nivoja trave. Tako je omogočena enostavna košnja brez potrebe po uporabi nitne kosilnice. Posebnost hribovskega vrta, ki se razprostira na približno hektarju površine, je tudi ta, da pri vsakem posegu v zemljo lopata hitro zadene ob kamen. Ja, mi smo res tukaj na vrhu hriba in to je pa res, da zemlje nimamo nikjer na enih mestih niti en pedalj. Tako da za vsako najmanjšo rastlinico, ki jo sadim, je treba skopati orenk luknjo, brez krampa, tle sploh nimaš kaj delati. Še štemarico tudi uporabljate? Največkrat je treba tudi štemarico, da vam povem prav, zdaj en dan sva z vnukom sadila vrtenco, vse skupaj nič ne luknja, ampak sva nabrala za eno kariolo kamenja in je rekel meni vnuk, babi, veš, to je pa težaško delo, to bi mogel pa pri dedi zdaj, da bi se štemarico. Teda sem se prav nasmejala in že on pogruntil, da pač nimamo zemlje tle na vrh hriba. Potem pa seveda dodamo dosti zemlje, gnoja, komposta in ko se enkrat to ukorenini, potem pa raste. Edino, kar je treba pa večkrat zalivati. Zalivati, Ja. tako. Kje pa imate vodo sploh napeljano? Vodo pa imamo kar napeljano po vrtu z obeh strani, z leve in desne in tudi več teh napejalnikov, tako da si kar olajšam delo, no, je po vsem vrtu. Zakonca Knaus dopuste najraje preživljata v mirnem zavetju domačega vrta, kjer se jima pogosto pridružijo tudi vnuki. Na robu parcele imata tudi prostorno letno kuhinjo, sezidano iz kamna, stare opeke in lesenih tramov. V naslednji oddaji vam bomo podrobneje predstavili še veličastni skalnjak in skrbno oblikovane detajle vrta, ki navdušujejo svojo edinstveno zasnovo.